Evo družba, en lep pozdrav. Glih kar se odvija dogodivščina na divje spet in gremo raziskati eno reko s štirikolesnikom. Z minimalno opreme moram danes potovati, ker ne moramo vse skupaj zbasati na 4 cikla. Tako da, evo, to je vsa roba, moj heaven tent, nebeški šotor, spalka nova, ki jo bom kasneje predstavil, hrana, oprema za fotkanje, oprema za štirikolesnik in gremo gas raziskati en hud plac za spanje, da ne dolgovezam, se vidimo na terenu. Jaz sem že tukaj le majčkeno spakiral in akcija. Čau družba, evo, sem na lokaciji in sicer zdajle bom natovoril tale štirikolesnik. Nikoli ga še nisem toliko naložil, no, tega renegada, ker v bistvu ta je bolj športak varianta, imam pa zdaj naredil z njega eno šerpo. In stvar je taka, da grem spat na divje, da naredim iz visečo mrežo en tak ta prav bivi, tako kot sem ga že obljubil. In zdaj ga bom naredil na štirikolesniku. Nahajam se tukaj le neke Kresnice, Litija, nekaj tacga je v bistvu. In grem raziskati kakšno hudo lokacijo za dobre fotke, dobre drone shote bom naredil. Tako da vse skupaj sem natovoril noter, danes res potujem minimalistično. To pomeni glih toliko, da je. Jaz ponavadi se že rad bi rekel sabo, ja, vse, kaj je možen. Sam zdajle pač sem majčkeno omejen in lahkotno potovati sicer ni nekaj zame, ampak po moje se človek itak vsega navadi. Evo, mi smo spakirani. Akcija. Evo družba, mislim, da sem našel potencialen plac za spanje.
Dele grem še z dronom majčkan v luft, da raziščem tukajle place. Fajn je imeti takole dron s sabo, da lahko včasih malo pogledaš tudi z lufta, kje se kam pride pa kako stvar izgleda, no. Tako da gremo majčkan v luft pogledati, kaj je na sceni. Evo družba, končno najdel sem lokacijo in sicer tukajle za mano je rekca, čist sem se pripravil do nje, oziroma pripelil. Tukajle bom lepo naredil zdaj, se pravi, bivija, tako kot sem ga že takrat obljubil v prejšnjem videu, linkam tudi prejšnji video, se pravi v description spodaj. Temperature so pa čez 22 stopinj zdajle, smo pa konec oktobra, evo. A ni to zgodba? Toplo. Jaz sem se pa že pripravljal za zimo. Kupil sem spalko do -25, malo več o tem. Tukajle bo zdaj moj bivak za čez noč. Zraven je pa tukajle taka luštna gmajna. V glavnem, plec je fenomenalen. Tukajle bo res mir, bo lahko še fajn ogenček za zakuriti. Pa to je to, gremo v akcijo, treba narediti prenočišče. A ja, še to, željo sem imel tukajle spat, ker sem hotel raziskati v bistvu čist nov teren. Mivka. Na slovenski obali nimaš mivke, jo imaš pa tukajle sred, ničesar. To je zgodba, razumeš. V glavnem, hotel sem spat na enih kamenčkih, bom rekel, čist sred vode, kar nek otoček, da se pripeljaš tja štirikolesnikom, pa da narediš v bistvu en bivi, ampak je čist vse poplavljen tukaj okrog. Spet je noro je, no, nimam kaj za reči, voda se je ful dvignila, tukaj bo tale spalnica današnja, nič, da nam dolgo vezu še malo migati, del roke, kako pravijo. Se že dela, Glej, še zmer nekaj, ki me zmer razveseli, ki tole naredim, to je pa v bistvu tale
Ridge Light. Ridge Light se mu reče. Pride tukaj le gor na tale mostiček. Razvadil sem se, ja, lej. Evo, ta pumpica je res priročna, ne. Tukaj noter, takole, da ni moteče. Evo, lučke svetijo. Evo, družba, zdaj pa sem jaz naredil to, kar sem tudi obljubil, in sicer naredil sem bivija iz viseče mreže Heaven Tent. Evo, poglejte ga tukaj za mano. Da še majčkeno razložim, pa sem kar majčkeno pohitil, naredil sem še tole strehco. Glej, kva dobro zgleda. A veš, zjutraj, ko se zbudiš, vidiš tole lepo vodica šumi. Hudo ka pesa, Nino. Plus to, kada si na morju, valovčki skozi, lej, posluš. Noro. Naredil sem pa bivija tako, da imam malo v bistvu še nadstreška, če bo slučajno kaj slabega vremena, kakšna nevihta čez noč, da ostanem na suhem. Zdaj pa kavica se tudi že kuha, pa že tako noč. Evo, družba, kavica uspela. Tukaj sem se majčkeno še afnal dele, pa sem v bistvu napisal še napis lunca, tako dobro izpade z lufta, daj poglej to zgodbo. A ni dober? Mislim, a ni dober. Drugič bom pa še bolj kreativen, evo. To je bilo zdaj le za enkrat. Ja, noč ratuje v bistvu. Stvar je taka, da bo treba majčken ogenj narediti, mene ogenj pa voda ful pomerja. Kaj pač hudo, do konca. In bom naredil tamle lepo pri šotoru, oziroma pri mojem biviju, bom naredil en ogenj. Sicer bo zdaj majčken bolj težko, ker je stvar taka, da je bilo res vse poplavljeno, vse je mokro, ampak upanje umre zadnje. Dajmo zakurit, pa še ena večerica. Ja, danes imam v bistvu za jesti iz orečke, da vidim to zgodbo, ena planinska hrana, neki za kampiranje. Nikoli še nisem kaj tazga jedel. En pariato ima sicer neke take vojaške variante, preparatke, pa te stvari, dober, samo uliješ vodo noter, pa imaš že hrano, tako da gremo narediti to zgodbo. Zdaj pa priprava za ogenj. Evo, vse gre po planu, ogenj je ratal zakurit. Tamle si že grejem v bistvu tole vročo vodo, da to zavre, in to bo danes tale večerja. Z vrečke, in sicer pašta naturale. Tole še zavre, pa smo na konju. Aja, vse sem vzel sam pribora, ne. Tako da, ne vem, kako bom to rešil, po moje, da takole, druge ni. To je pa res surviving scena, je čist nehote. Jaz sem bolj za te luksuzne kampiranja, pa to nadjuje, ne, da imaš vse. Sam, ko pa kaj pozabiš, moraš pa zmisliti. Takle imamo. Čau, družba! Evo, zdaj je pa prišel čas za spanje.
Pojedel sem komi tiste makarone, z 2 palčkam sem jih lepo ogulil, da sem saj naredil une palčke, kaj malo vilce, kaj Kitajcem, res, priznam, čist sem zajebo. Čist sem zaj. V glavnem, evo, stvar je taka, lepo sem se tukaj naštimal, udobno do konca, ležim kalor, tlej res, kalor, zdaj bom mečkam še na YouTube pogledal, pa sam zaspim. V glavnem, hotel sem vam pokazati, evo, lej, tale powerbank dela k urca, a veš, takole meni prav pride, ker ne rabiš nobenega kabla, nič ne rabiš, v glavnem špila, stvar dela. Tukaj bi pa rad pokazal, lej, čist nova, brand new spalka. Tole je pa vojaška spalka. Dobiš jo na Peruniki. Perunika je trgovinca spletna, ki ti, bom rekel, zrihtajo vso to vojaško robo, kemping, preživetje v naravi, ni da ni. V glavnem, spalko sem vzel eno res hudo, ki naj bi zdržala do -25. Tako da danes, ko je zunaj še tam nekje 17-18 stopinj, sem v bistvu spodaj samo v gatah, pa mi je že vroče. Krasna, krasna, krasna. Tako da bo treba, zdaj v bistvu, treba bo narediti še en zimski kemping, nek na divje, tako da lepo izsankam, da ga pičim nekam na divje, pa prespim nek v eni viseči, nek v luftu in to je to. V glavnem, to je to. A ja, če boste kupovali v Peruniki, imate kodo za popust 10% na kjerkoli artikle, se pravi Matic 10, pa imate v Peruniki, v tej spletni trgovini, popust, tako da kliknite, nabavite, opremite se, akcija. A ja, dol ga bom dal v description, bom dal tudi link, da boste lahko pogledali. To je pa v bistvu to. Zdajle se jaz se lepo počiliram v temule mojem nebeškem šotorčku. Danes sem naredil bivit, kot sem obljubil. Tako da to je to. Zdaj pa, da vidimo, a bo kaj držal ali ne. Napovedovali so sicer ga, ampak se veš, vremenari zdaj to tako napovejo vreme, glih kot jaz. Tako da to je to. Družba, lahko noč, se vidimo zjutraj. Upam, da v kakšen hud sunrise, da lahko malo pofotkam. To je to. Lahko noč. Dobro jutro. Evo, družba. Dele sem pa v bistvu naredil uspešen test. Spal sem v dežju. Glej, še vse je mokro. Tako da ponjava se je obnesla v nulo, spalka, a ne. Glej, slekel sem se, toliko je topla, da sem se mogel dejansko res sleči po noč. V nulo. Zdaj pa raven sam še vzgonski veter, a veš, da se spravaš po konc, pa da se zrihtaš. Tako da, nič, počas bo treba na kavico, pa vse ostalo. Evo, družba, še en tak poseben zajtrk, pol pa bo že čas za na 4-kolesnik, pa majčkam še raziskati, pa počas na kakšen dober kosil. Eno azijsko hrano sem si privoščil, tako lepo za zjutraj. Vilce sem pozabil, žlico, cel pribor sem v bistvu pozabil in sem rekel, znajdec je treba, lej, takole sem si naredil take 2 palčke, kot ta prav azijski tajc in še hrano bom v bistvu imel točno tako, lej. Tako da dober glede na to, da je z orečke. V glavnem je nič, še megla zgleda, da se bo razkadila, potem pa pičimo dalje. V glavnem, a ja, tako, če boste še enkrat, včeraj sem sicer že omenil, če boste nabavljali kaj iz Perunike, Perunika imate kodo Matic 10, imate 10% na celoten nakup
na spletni trgovini Perunika, linkam od spodaj, po glavnem se ga. Tale dogodivščina je prišla do konca in sicer sonček se je lepo naredil, neki fotke je celo dobrih ratr, sploh hunih iz lufta, iz dronom, tako da vse je zmer za nekaj dober, pravijo, a ne? Ponoči me je sicer dobila majčken navihta, ampak ko sem naredil bivak oziroma pregrinjal sem dal dober čez tole ponjavo in sem bil celo noč na suhem, tako da vrhunsko je bilo. Se vidimo na novih dogodivščinah. To, kar sem zdaj naložil tega štirikolesnika, tega še v bistvu res iskreno nisem. V prejšnjem oziroma v videu, v katerem sem šel pa enkrat bolj s Tolmin Kobarid pa tiste konce dol, ker sem jih šel tripat, je bilo pa tako, da sem ga pa res na hard naložil. Ampak je bil res drug tip vozila. Takole tegale sportake sem pa dele prvič takole obremenil in moram reči, da se je kar dobro obnesel. Kaj pa to pomeni? Pomeni pa to, da gremo sam še na nove dogodivščine naprej in se vidimo, ko se zagledamo. Čau, družba!